Sinočni sestanek političnega vrha o fiskalnem pravilu in referendumskih spremembah ni prinesel dogovora. Pozitivna Slovenija je zato na zahtevo opozicije odpovedala današnjo izredno sejo državnega zbora, na kateri bi glasovali o spremembah referendumske ureditve. Te so vsebinsko sicer že dogovorjene, ni pa dogovora glede zapisa fiskalnega pravila v ustavo. Pozno popoldne se bo na Brdu pri Kranju sestal vrh koalicije in skušal uskladiti seznam protikriznih ukrepov, ki ga mora vlada v prihodnjih dneh poslati v Bruselj. Med predlaganimi ukrepi so tako imenovani krizni davek, davek na nepremičnine, postopni dvig DDV-ja in prodaja državnih deležev v Telekomu in novi KBM, ter novi rezi v javnem sektorju. Ob tem pa se bodo nadaljevala tudi pogajanja o znižanju vsote plače za javne uslužbence. Vlada in sindikati sicer nadaljujejo pogajanja o varčevalnih ukrepih. Za sindikate je zadnji vladni predlog nesprejemljiv, zato je pričakovati nov približevalni predlog, sindikati pa ne izključujejo niti svojega protipredloga. Od vlade zahtevajo umik dela besedila reformnega programa, ki v primeru neuspelih pogajanj predvideva enostranske ukrepe. Z esejem iz maternega jezika so dijaki v slovenskih gimnazijah danes, prvi dan po prvomajskih počitnicah, začeli letošnji maturitetni preizkus. K prvemu delu izpita se je prijavilo 8559 kandidatov, tematski sklop za esej slovenščine pa je otroci in starši. Drugi del pisnega izpita iz maternega jezika bo 3. junija. Splošna matura letos poteka na 86 šolah. Prvič jo bo upravljalo 8021 kandidatov. Mogli smo opisati odnos mame, kako je zapuščala sina, pa tudi Tronda in očeta. To v glavnem. Je bila težka primerjava Kosmačeva Petersona? Pa niti ne. Ne, ni bilo težko. Mislim, ful so dali lahko v bistvu. Pričakovanja, koliko strani je napisanih, kakšna so pričakovanja od eseja, koliko bo recimo točk? Ja, ne vem, koliko točk bo, samo 4 strani sem napisala, upamo na najboljše, ne? Danes se začenja Svetovni teden varnosti na cestah, v katerem želita Organizacija Združenih narodov ter Svetovna zdravstvena organizacija opozoriti na nujno potrebo po boljši zaščiti pešcev po vsem svetu. Hkrati si želita do leta 2020 v cestnem prometu rešiti vsaj 5 milijonov življenj. Okoli 5. ure zjutraj se je na gorenjski avtocesti zgodila huda prometna nesreča. 53-letni Jeseničan je z avtomobilom trčil v varovalno ograjo, vozilo se je nato večkrat prevrnilo, voznik pa je pri tem padal iz vozila. Poškodbe so bile tako hude, da je na kraju nesreče umrl. Na gorenjskih cestah je tako letos zaradi posledic v prometnih nesrečah umrlo že 7 ljudi. Danes nekaj čez 11. uro je zagorelo v kuhinji gostinskega lokala v kletnih prostorih modne hiše sredi Maribora. V požaru, ki so ga hitro lokalizirali in pogasili, je sodelovalo okoli 15 mariborskih poklicnih in prostovoljnih gasilcev. Zaradi gostega dima so stavbo morali evakuirati, a na srečo ni bil nihče poškodovan. Vzrok požara zaenkrat še ni znan, prav tako še ni znana materialna škoda. Popoldne in jutri bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, vmes bodo tudi posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo več sonca, sredi dneva in popoldne pa bo predvsem v sredo še nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Premijerka je napovedala, da bo država prodala novo KBM. Kakšni so odzivi v mestu? Naši gledalci opozarjajo, mariborski mestni park je ponovno neurejen. V soboto je znova klestila toča. Ali letos deluje letalska protitočna obramba? Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.